Dober dan, dr. Cukjati. Zelo me veseli, da se bova danes pogovarjala o začetkih sodobne zdravniške zbornice, ki je bila letos stara 30 let. Nam lahko orišete ta čas, konec 80-ih let, kako je zorela vizija o ustanovitvi zdravniške zbornice, kot jo poznamo danes? No, to je bil zelo zanimiv čas. Namreč po prisilni razpustitvi, ukinitvi zbornice leta 1946 je želja po zborničnem delovanju vendarle tlela pri starejših zdravnikih tudi ob koncu Jugoslavije. In seveda mi smo imeli takrat vse večje kontakte z Avstrijo, z Bavarsko, torej z sosednjimi državami, kjer zbornice tradicionalno delujejo, in smo hoteli pravzaprav to tudi pri nas zaživeti, ponovno zaživeti. No, vsekakor je pomemben takšen trenutek jasnega odločanja in odločitve maja 1989, ko je Slovensko zdravniško društvo na Otočcu sprejelo tako rekoč deklaracijo o ustanovitvi zbornice. Veste, takrat so bili dinamični časi in poslavljali smo se od Jugoslavije, vse je bilo v tem duhu prisotno, da bomo ustanovili svojo državo. Potem je istega leta jeseni in novembra padel Berlinski zid in od tistega, bi rekel, prvega odločanja, javnega odločanja zdravništva o zdravniškem društvu je pravzaprav minilo 1 leto, pa se ni nič premaknilo. In smo potem zdravniki, ljubljanski zdravniki, ki smo pravzaprav to željo resno zagrabili, pa nismo imeli velikega vpliva v Slovenskem zdravniškem društvu, smo sami začeli neko iniciativo. In moram reči, da je bil prvi tak velik sestanek zdravnikov v zimi 89-90 na medicinski fakulteti, novi takrat, velika predavalnica, torej pokala je po šivih, toliko je bilo zdravnikov prisotnih. Moram reči, da nikoli, ne prej, ne kasneje nisem videl toliko zdravnikov na kupu kot takrat. In ta ideja je takrat resnično v javnosti, zdravniški javnosti zaživela in seveda takrat smo potem nadaljevali s to idejo. Če pa greva zdaj malo vseeno k imenom, kdo so oziroma kdo ste bili zdravniki, ki ste bili najbolj aktivni takrat? Najprej je nastala, kot ste rekli, iniciativna skupina, nato pripravljalni odbor. To se pravi, kdo ste tisti founding fathers zdravniške zbornice? Po tem dogodku je potem se pojavila zahteva oziroma pričakovanje, da oblikujemo skupni pripravljalni odbor in smo ga oblikovali skupaj z iniciativo, ki je bila takrat spomladi 89 na Otočcu imenovana, to se pravi s Slovenskim zdravniškim društvom, ampak teh je bilo, ta pripravljalni odbor je imel 12 zdravnikov. V poročilu, ki sem ga dal na prvi skupščini, so imena vsa navedena in seveda potem smo oblikovali ozek pripravljalni odbor, ker tako veliko zdravnikov, veste, ne dobite vsak teden, vsak večer skupaj. No, in v tej ožji skupini je bil dr. Rode, je bil dr. Vrevc in jaz. In takrat, ko je bilo to imenovano, to se pravi leta 90, takrat se je začelo pravzaprav pa garaško delo. Ste se dobivali kaj? Vsak teden gotovo? Kako je to? Ja, praktično vsak teden smo se dobivali na različnih lokacijah, nekje tudi v kakšni ambulanti, vsi trije. In tudi drugi so se nam pridružili ob določenih temah.
in takrat se je pojavilo prvo vprašanje organizacije zbornice, pravzaprav tisto administrativno, garaško pripravljanje, ne, od registra zdravnikov do volitev, priprave na volitve, ki seveda vključujejo vse zdravnike zaposlene, tisti, ki bodo obvezno v zbornici, in to je zahtevalo veliko dela. Nismo imeli nobenega suporta pisarniškega, absolutno nobenega. Pravzaprav je na nas samih vse delo ležalo. Bili ste avtor predlogov številnih konstitutivnih dokumentov, kot so na primer statut zbornice, ki je moral nastati, da je zbornica sploh lahko začela delovati, poslovnika skupščine in pravilnika o volitvah, volilnih enotah. Kako so nastali ti predlogi in na to dokumenti, kje ste črpali zglede? No, statut je v nekih idejah bil že prej prisoten, se je že pogovarjalo, razpravljalo v Slovenskem zdravniškem društvu, ampak vsi ti drugi dokumenti tudi bi morali biti in so tudi bili potem na prvi skupščini potrjeni. In predno se nekako zdravništvo uskladi o volilnih enotah, o samem oblikovanju skupščine in pa delovnih teles zbornice, je bilo potrebno aktivirati pravzaprav celotno zdravništvo. Najprej smo potrebovali register, seveda, ne? In pa pošto. Mi smo nekaj malega denarja s strani ministrstva dobili za, recimo, za znamke, za materialne stroške in podobne stvari, ampak vseeno bilo je potrebno usklajevati te dokumente, da bi potem seveda na skupščini bile stvari potrjene. Kako ste pravzaprav res v resnici dobili toliko naslovov, toliko vseh podatkov, vseh slovenskih zdravnikov? Na kak način? Si težko predstavljam, takrat ni bilo Google, ni bilo sodobne tehnologije, na kak način je to šlo? Registra zdravnikov ni imelo ne ministrstvo, pa tudi društvo, ne samo naročnike svojega časopisa, ne? In moram reči, da je to zahtevalo veliko dela, komunikacije, iskali smo zdravnike po vseh volilnih enotah, po vseh krajih, ki so nam pomagali. Tudi direktorje zdravstvenih domov, bolnišnic smo prosili, ampak odziva ni bilo, zelo malo. Tako da smo na koncu dobili dober register preko 5000 zdravnikov. Preko 5000 aktivnih zdravnikov in takrat več jih ni bilo v Sloveniji. In seveda podatki, ki smo jih rabili, je bil priimek, ime, je bil naslov, jasno, kje je zaposlen, in pa tudi starost oziroma letnica rojstva je bila potrebna, ker smo mi že takrat po registru ugotovili, da bo osnovno zdravstvo po 10-15 letih kolapsiralo, če ne bomo imeli bistveno višjega vpisa na medicinsko fakulteto ali novo fakulteto. Računali smo že takrat na Maribor. Pazite, to je bilo pred slovensko osamosvojitvijo. So bile te ugotovitve že podane in smo jih vedno znova lansirali na ministrstvo, pa ni bilo odziva. Šele 12 let kasneje, 15 let, je bila ustanovljena medicinska fakulteta v Mariboru. Ko ste pripravljali vse te dokumente, po kom, po kateri državi, po kateri zdravniški zbornici, morda v tujini ste se lahko zgledovali, če sploh je bil kakšen sistem? No, mi smo... Kam ste gledali v tistem času? Ker smo bili pravzaprav nemško govoreči takrat, ne, zelo smo se v glavnem zgledovali in nabirali dokumente pri avstrijski zbornici, pri nemški, predvsem bavarski in pa Švici. Moram reči, da nas je to zelo obogatilo, pa tudi obiskovali smo
posamezniki ali pa po dva te zbornice na terenu. To je bilo posebno obdobje, kjer smo vzpostavili zelo dobre tudi osebne komunikacije s avstrijsko Koroško, potem z Bavarsko, z Münchenom, s Kölnom in pa moramo omeniti Magdeburg. To je bil v nekdanji vzhodni Nemčiji po padcu Berlinskega zidu, ko je vzhodna Nemčija se priključila zahodni, je bil tam velik simpozij nemške zbornice in osebno sem šel gor in tudi sodeloval našo kontakte in tam smo ugotovili, kako nekdanja socialistična država, ker so imeli podoben socialističen sistem kot pri nas, kako so preko noči te stvari postavili na realne temelje. Preko noči. Preko noči je celotno osnovno zdravstvo, splošna medicina, pediatrija, družinska, to se pravi ambulantna dejavnost, šla v zasebno. Imeli so posebno združenje zasebnih zdravnikov, ki je povezovalo to, olajševalo administrativne pogodbene zadeve z zavarovalnicami in podobno. In takrat so se stvari v nemškem zdravstvu elegantno rešile. No, mi smo pravzaprav pri teh zbornicah se navzeli nekega bolj svobodomiselnega gledanja na zdravstvo kot tako, na zdravništvo in seveda smo potem predstavljali neprijeten pritisk na tudi takratno novo slovensko vlado. Verjetno so pa vas v bistvu vse te tuje zbornice opogumljale, da v bistvu pač zbornica, da zdravniki v Sloveniji potrebujejo svojo zbornico. Koliko energije ste recimo črpali tudi iz teh kontaktov v tujini, da v bistvu je ta premik tudi v Sloveniji potreben? Zagotovo so nas navduševali, podpirali moralno, finančno niti ne. So seveda naše obiske so financirali recimo v tujino. So nas pa tudi opozarjali na pasti in napake, ki so jih oni doživljali in delali. Ne? To je bilo izredno pomembno. Tako da smo mi štartali pravzaprav z nekim zelo objektivnim, treznim pristopom do te problematike. Kaj pa je bilo v teh prvih letih najtežje za zbornico, ko ste jo ustanavljali? Priprava volitev je bila verjetno kar naporno delo. Omenjali ste, kako težavno je bilo že pridobiti pač celoten seznam zdravnikov, vzpostaviti register, ki je bil verjetno podlaga potem za sploh izpeljavo volitev. Kako se spominjate tistega časa, tistih prvih volitev, da je potem sploh prišlo do skupščine? Ja, prve volitve so bile garaško delo. Veste, 5000 pisem napisati. Mi nismo imeli, takrat ni bilo sistema, da bi kliknil, pa bi ti vrgel vse naslove, že sprintane in podobno. Tega ni bilo. In pa potem za motivacijo zdravnikov po terenu smo pravzaprav organizirali kar nekaj teh po Sloveniji srečanj. Mislim, da jih je bilo okrog 20 velikih zdravniških zborovanj, ki so bila dobro obiskana tudi v Ljubljani, tudi v ljubljanskem zdravniškem cehu. Tako da smo motivirali in seveda potem dobili kmalu po vseh teh enotah, volilnih enotah, tudi kandidate za volitve. Vsak, ki se je prijavil ali bil predlagan, je šel na listo, na volilno listo. In nekatere volilne enote so že med sabo se dogovorile, so rekli, zakaj bi po 5-6 kandidatov dali, ne za enega poslanca, in so že same predlagale enega. Dobro, to smo sprejeli. Zapletov glede tega ni bilo in volitve so potem seveda tekle tako kot sedaj recimo po
torej pisni obliki, pismeno. In moram reči, da smo dobili kompletno število poslancev, kjer nismo dobili kandidatov, smo potem seveda osebno motivirali zdravnike v tisti volilni enoti in podobno, tako da so vendarle predlagali enega ali dva kandidata. Tako da je skupščina bila odlično izpeljana, ustanovna skupščina, in na ustanovni skupščini seveda smo tudi izvolili izvršilni odbor. To se pravi, mi smo takrat oblikovali sistem po državnem sistemu. Ne? Vlada in pa predsednik države, ne, je bila funkcija ločena. Ne? Kancler je bil predsednik zbornice, vlada je bil pa izvršilni odbor. In smo že na prvi skupščini izbrali vse predsednike vseh odborov, to se pravi, tako da smo dobili kompletno vlado, tako rekoč izvršilni odbor. In stvari so stekle. To je bilo pa zame presenečenje ob vsem tistem, bi rekel, naporu, garanju, ki smo ga imeli v pripravah, in pa tudi delno v nezaupljivosti zdravnikov, posameznih inštitucij in podobno, da so potem stvari resnično stekle in se je začelo delati. Resnično sem ponosen, vesel, da je zbornica tako kvalitetno začela delati. Ker že takoj na tudi prvi skupščini ste sprejeli tako statut, kot tudi poslovnik skupščine, ne samo, da so bili izvoljeni organi, tako da tudi ti dokumenti so bili pripravljeni na tak način, da je bilo vse pripravljeno za začetek delovanja. No, pa tudi za razsodišče zbornice, potem strokovna komisija, torej vsi ti usporedni elementi, ki so pravzaprav zunaj izvršilnega odbora, ne, zunaj vlade, so bili zastavljeni in je bil izvoljen predsednik razsodišča, je bil predsednica tožilstva, mesto svojega tožnika. To se pravi, tako kot vse zbornice, ki funkcionirajo v celoti. To je prav, vse glavne inštitucije so bile že zastavljene, že izbrane na prvi ustanovni skupščini. Trd oreh je bil verjetno tudi zakon o zdravstveni dejavnosti. Kako se spominjate pripravljanja zakonskih podlag, da je zbornica sploh lahko nastala? Ker dejansko je bilo potrebno pripraviti poleg vseh aktov za delovanje zbornice, tudi zakonsko podlago za ponovno ustanovitev zbornice. Koga je bilo mogoče takrat v politiki najtežje prepričati, kdo je bil v politiki takrat vaš največji podpornik, ker vendarle zakon je pa moral skozi parlamentarno proceduro? No, glejte, prva politična dogajanja, jasno, so dediščino socializma in komunizma so še vedno nosili v sebi. Ne? In odpor do ustanovitve zbornice take, ki je zakonsko ustanovljena, pazite, s zakonom, ki zahteva obvezno članstvo, je bil odpor. Odpor praktično v celotni politiki, več ali manj, jasno. Ne? Celo nekateri zdravniki, ki so postali poslanci nove skupščine, so bili skeptični do tega. Vladalo je vzdušje, še itak imamo težave s sindikati, ki so takrat nastajali, pa so dvigovali glave, spomnite se sindikata Litostroja in podobno. Ne? In že itak imamo težave s sindikati in jih bomo imeli še več, kot vidimo v demokratičnem svetu. Zdaj pa še ta zbornica. In moram reči, da tudi v Demosu, ki je imel vendarle potem malo večine, pa nekako je bil bolj demokratično usmerjen, ni bilo ravno velikega navdušenja. In smo potem morali, ko so bila imena poslancev državnih znana, smo imeli veliko dela, veliko pogovorov. K sreči pa smo imeli zelo dobre odnose z ministrstvom.
Zelo dobre. Tako da smo lahko preko ministrstva spremljali pripravo zakona o zdravstveni dejavnosti v vseh poglavjih in smo nekako uspeli to tudi preko vlade nekako spraviti v zakon in je šlo in potem je šlo. Minister tistega časa je bil? Najprej je bila Bohova, potem je bil pa Voljč. Smo imeli v bistvu kar srečo s tema dvema ministroma. Dobre, Bohova ni bila ravno ne vem kako eksplozivna ali pa ustvarjalna na področju zdravstva, ampak je pa poslušala, veste, in tudi pravna služba na ministrstvu je bila nekako širokih nazorov in je nam marsikaj pomagala tudi pri oblikovanju naših dokumentov. Na začetku, kot so že malček se dotaknila, ste vse počeli pro bono. Zbornica ni imela nobenih rednih prihodkov. Prvi prostori so bili v kletni sobici v Drgančevi hiši na Komenskega 4. Kako se mogoče spominjate prav teh res začetkov, preden je pa potem v bistvu zbornica zaživela s članarino in vsemi temi ostalimi stvarmi, ko so se verjetno stvari vendarle po skupščini, po zakonodajni ureditvi zadev začele spreminjati? Ja, to moram reči je podobno nekemu partizanskemu ustanavljanju v nekem gozdnem bunkerju, ustanavljanju države. Ja, je bilo zanimivo, ne? Tista sobica kletna je bilo naše prvo domovanje, no potem smo začeli seveda z denacionalizacijskim postopkom Dalmatinove 10. Ne? Dalmatinova 10 je bila pred vojno zdravniška stavba in mestna občina nam je takrat dala v najem prostore na Dalmatinovi 10. In smo potem se kmalu tja preselili, potem je prišlo, oziroma najprej je bilo treba obnoviti te prostore, smo se na Mali trg. Skratka, veliko je bilo teh, bi rekel, stvari neurejenih, ki so nam pravzaprav jemale čas in energijo. In če se zdaj spomnimo na soboto 29. marca 1992, to je dan, ko je bila ustanovna skupščina zbornice, in sicer kar v prostorih Republiškega parlamenta. Nagovoril vas je dr. France Bučar, minister za zdravje je bil takrat docent dr. Božidar Voljč. Kakšno je bilo vzdušje tistega dne med poslanci zbornice, to se pravi med zdravniki? Je bilo čutiti euforijo, skrb, odgovornost? Kaj bi rekli? Kakšen je bil to tisti čas, tisti posebni dan? Glejte, vse priprave zbornice so tekle pred zakonom o zdravstveni dejavnosti. In po uveljavitvi zakona, 3 tedne po uveljavitvi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki uzakonja zbornico, smo imeli prvo skupščino. To je neverjetno, kaj takega primera ni v politiki. Takoj po sprejemu je vse pripravljeno, gremo. No in takrat seveda je tako vzdušje, veste, kot po izgradnji kakšne hiše, ko naredite otvoritev. Ali po pripravi neke velike fešte, ko pridejo vsi in potem se pravzaprav uživa. Potem se pravzaprav človek veseli in moram reči, da je bilo vzdušje res je bilo enkratno. Tudi Bučar in pravzaprav vsi, ki so nas obiskali, seveda politika se mora zraven tudi slikati in podobno, ampak smo imeli podporo. Spomnim se podpore tudi sedanjega predsednika Pahorja, ki je bil takrat še študent, veste, ampak je bil zelo aktiven pri takrat
so se drugače imenovali socialdemokrati. In sem videl kot človek, ki bo navdušen nad ustanovitvijo zbornice, čeprav ni zdravnik. Ne. Tako da to je bil lep čas. Mi smo čutili, država nas je sprejela, to je pomembno. Država nas je sprejela. In tisto občutek, ker zbornica, glavni pomen zbornice je odgovornost za zdravstvo. To so nam povsod po tujini govorili. Vi si s tem nalagate veliko breme in veliko odgovornost za funkcioniranje zdravstva, za delovanje in urejen odnos do potreb pacientov. Vi ste odgovorni. Vi si to prevzemite. In to smo mi čutili, to smo mi nosili v sebi. Zato so si naši dokumenti tako naravnani. Zato so bile tudi ideje o zasebni praksi so bile tako usmerjene. Vse tako usmerjene. Mi smo hoteli, ko smo govorili o koncesionarjih, koncesiji, smo zastopali stališče, da je treba vsem zdravnikom v osnovnem zdravstvu ponuditi koncesionarstvo. In smo naredili velike ankete, veste, po Sloveniji, po Ljubljani smo jo sam vodil, vse zdravnike v osnovnem zdravstvu smo vprašali. Samo 50% je takih, ki bi sprejeli koncesionarstvo pod urejenimi pogoji. Samo 50%. In smo rekli, krasno, tukaj imamo potem neko konkurenco, neko živahnost v oblikovanju organizacije dela, neko tisto konkurenco, ki mora biti, tudi med bolnišnicami bi morala biti. Ne? No, in smo takrat postavili načelo, mi imamo zdravstvene domove po celi Sloveniji, kdor gre v zasebno prakso, naj ostane v prostorih zdravstvenega doma, da ohranimo zdravstveno domskost. To so nas v tujini, predvsem ko smo obiskovali München, smo obiskali neko zdravniško zadrugo na periferiji Münchna, kjer je 12 zdravnikov zaposlenih, oni sami vodijo vse svoje, ne? So imeli tudi svoj laboratorij, svojo fizioterapijo, svoj ultrazvok, takrat se je magnetna resonanca rojevala, so načrtovali, da jo bojo kupili svojo, so imeli svojo lekarno in podobno. In so nas prepričevali, bodočnost je v skupini, v taki, oni so drugače imenali Gemeinschaft, ne? Mi bi rekli zadruga. Ne? In vse to smo mi v zavesti, da mora biti pacient neprekinjeno, ne glede ali manjka zdravnik njegov ali ne, ali gre na dopust ali je bolan, da mora biti v kompletu preskrbljen, da ve, kam iti po svoje potrebe. Ne? No, in to je bilo potem prisotno v vseh teh naših tudi komunikacijah, tako z ministrstvom kot v komunikacijah s Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Mi smo imeli takrat je bil k sreči Košir, je bil zelo dostopen za zdravniško zbornico. Mi smo imeli redne sestanke z njim, vsak mesec. In mi smo reševali probleme celotnega zdravstva in pa financiranja in podobno. Čeprav vprašanje, koliko smo uspeli. Ne? To je bil verjetno za tisti čas kar tak vizionarski pogled s to organizacijo, ki ste ravnokar razložili in koncesijami. In to glede na to, da je bila slovenska država kar mlada. Ne? Ja. Kako vam je uspelo nekako doseči svoje vizije nismo uspeli. Ne? Poglejte, še sedaj, 30 let po ustanovitvi, imamo iste težave, iste, razumete. Ne? Negativen odnos do koncesionarja, negativen odnos do zasebne prakse. Mi smo začeli takrat, na začetku sem jaz prinesel švicarski cenik zdravstvenih storitev. To so bile 2 knjige, ena za zobozdravstvo, taka knjiga, ena za ostalo zdravstvo, debela, še bolj debela, cenik vseh storitev. Zakaj? So vse zbornice šle v sistem oblikovanja cen storitev.
Zaradi tega, ker imajo zasebno prakso in zasebnik ni smel izsiljevati pacienta za eno višjo samovoljno ceno. Ni smel. Ne? S tem je bil pacient zaščiten, tudi če je šel k zasebnemu zdravniku, toliko in toliko bo stala ta storitev, pika. Ne? In obenem je bila to odprta stvar za vse potrebe, to se pravi, tak zdravnik, tudi koncesionar, se potem prilagaja potrebam pacientov in tudi nove potrebe pacientov ali pa take izredne sprejme in jih uredi, ker bo od zavarovalnice njegove zahteval, ne, plačilo in podobno. Mi tega nismo uspeli niti milimeter premakniti v Sloveniji. Ne. Še vedno je plačna uravnilovka na delu, še vedno so cene tako na pamet ustvarjene in tudi takrat je Zavod za zdravstveno zavarovanje, toliko imamo denarja, toliko imamo storitev. Ta denar za to delimo s številom storitev, to je cena. Ne? In to ne more funkcionirati, Ne? Jaz se čudim, da toliko časa funkcionira pri nas. Jaz se čudim. Sicer vse slabše funkcionira, ne? Zato so čakalne dobe, ampak to ne more iti v nedogled. Če se morda malček še dotakneva, na skupščini ste pa vi osebno prevzeli pa funkcijo generalnega sekretarja. Kaj vas je čakalo v tistih naslednjih 4 letih? To se pravi, ko se zdaj spomnite tistih prvih 4 let in tega dela, so bile poleg verjetno pač tega, kar sva ravnokar govorila o koncesijah in vseh teh zadevah, kaj so bile tiste glavne naloge, aktivnosti, prizadevanja, ki ste jih takrat v tistem času speljali? No, najprej problemi zdravnikov, s katerimi se srečujejo. Ne? To pa je bilo v glavnem novost, koncesionarstvo, ne? Zasebna dejavnost, ki se je pojavljala. In kot sem omenil, problemi tudi z zdravstvenimi zavodi. Veste, to so bile neverjetne stvari, to je za romane pisati. Ne? Kdor se je odločil za koncesionarstvo, pa mu zdravstveni dom kljub temu, da je imel dovolj prostoru, ni hotel dati v najem. In je moral iti ven in investirati svojo ordinacijo. Ne? In so odhajali. Ne? Ali pa je zahteval zdravstveni dom neprimerno višjo najemnino, kot jo je potem zahteval recimo od vrtnarja, ki mu je dal, ali pa od enega bifeja, ki mu je dal v najem tiste prazne prostore. Ne? Potem so bili primeri, kjer recimo zdravstveni dom ni hotel dati kartonov pacientov, ki jih je koncesionar še vedno, tistih pacientov, ki jih je pravzaprav koncesionar naprej obravnaval. Ne? Ni dal kartonov in smo imeli sodne postopke za to. Sodne postopke, paste. To se pravi, da ne rečem, kako so zavodi nasprotovali koncesijski dejavnosti in podobno. In na vse mogoče načine pravzaprav jim grenili življenje in pa delo. In s tem smo se veliko ukvarjali. Veliko smo se ukvarjali z Zavodom za zdravstveno zavarovanje ravno zaradi problemov, ki sem jih že omenil. Potem z državo, z občinami. Občine so postale odgovorne za osnovno zdravstvo na svoji občini. Potem pa seveda tudi s zdravniškimi, medzdravniškimi problemi. Mi smo usklajevali, veste, tudi recimo sindikat ali pa društvo je nezaupljivo gledalo na zbornico, moram reči, ker je normalno, paste, to je v populaciji, ki jo zajemate, ne, se rojeva neka nova inštitucija, ki vam gre v zelje, v marsičem. Recimo, v zakonu o zdravniški službi smo hoteli tarifni del uvesti, da bi po zgledu zahodnih držav, ne, mi lahko skupaj z zavarovalnicami oziroma z Zavodom za zdravstveno zavarovanje določili cenik storitev in podobno. To se pravi tarifni del. Tarifni del naj bi vključeval tudi plače zaposlenih in jasno,
da sindikat ni bil za to. Ne. Potem tudi v zelje društva smo šli na nek način, čeprav je potem hitro obvladalo prepričanje, da strokovna vprašanja je domena društva. Društvo naj prevzame to in to smo se potem uskladili. Bile so težave tudi z denacionalizacijo Dalmatinove 10, kjer so bile nerodnosti s strani društva, da je zavlačevalo denacionalizacijski postopek za zahtevo, da je društvo edini upravičenec do teh prostorov, čeprav je bilo takrat to praktično lastništvo vsega zdravništva. In mi smo takrat zelo zagovarjali, da bi Dalmatinova 10, ki je imela dovolj prostorov, da bi tam noter bilo društvo, zbornica in sindikat v isti stavbi. Pa bi se med sabo zmenili, kako prostore in podobno. Moram reči, da je v tem prvem mandatu na eni zadnjih skupščin je bila sprejeta prav deklaracija, s katero smo kot skupščina sprejeli pozitiven odnos do vseh teh inštitucij, ki so bile nezaupljive do zbornice. Tudi medicinska fakulteta, veste. In mislim, da po tisti deklaraciji so se stvari umirile. To je izredno pomembno. Mi smo skozi rekli, zdravništvo mora nastopati kot en sogovornik vladi in Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kot en sogovornik. Sicer ni nič, sicer je konec. Omenili ste, javni zavodi niso bili navdušeni nad koncesijami in so delali težave koncesionarjem. Ste uspeli v tistem času ugotoviti, v čem je bil njihov, ker zdi se, da podobne težave so še danes, s koncesijami, z zasebništvom. Kaj je najbolj skrbelo javne zavode ali pa kaj jih je najbolj motilo pri tem, da bi nekako sobivala oba ta dva dela javnega zdravstva? Ja, konkurenca, ne? Konkurenca, veste, v koncesionarstvo so šli pravzaprav najboljši zdravniki, veste. Tisti, ki imajo v osnovnem zdravstvu, ki imajo največ pacientov. Tisti so podjetni, so ustvarjalni, so organizacijsko sposobni, so dorasli voditi svojo ambulanto samostojno. Sej na vse zadnje, jaz sem v osnovnem zdravstvu delal, v zdravstvenem domu. In sem bil tudi nekaj let direktor zdravstvenega doma. In jaz vem, kaj jaz odločam o njegovi ambulanti. Naroča on vse material in vse, kar želi. Potem o svojem dopustu, nadomeščanje v času dopusta, to mu moram preskrbeti. Odnos do pacientov ne morem urejati, to on sam. Nove paciente sprijema, to on sam. In podobne stvari, to se pravi trženje, kot je v gospodarstvu, kot direktor nimam nič s tem. In zakaj ne bi on prevzel tudi odgovornost za svojo sestro, o kateri itak on odloča, in pa vse druge stvari. Tudi nadomeščanje, mi smo videli, kako funkcionira nadomeščanje v tujini. Veste, to je bolj enostavno in bolj dosledno teče, kot pa med zaposlenimi v zdravstvenem domu. No, in tako smo rekli, zakaj se pravzaprav zdravstven dom tako otepa koncesionarjev oziroma jih izganja iz prostorov, jim hoče otežiti in podobno. In smo ugotovili, da pravzaprav konkurenca. Veste, tudi na Vrhniki vam povem, par mesecev splošni zdravniki smo praktično vsi šli v zasebno, v koncesionarsko in par mesecev zatem so bile čakalnice prazne. Prej so se trli, prej je prišlo po 20
50 ljudi v čakalnico zjutraj ob 8, ob pol 8 in so čakali do 12. In takrat mi smo rekli, ne, naročali jih bomo na minuto. In smo jih naročali na minuto in so bile čakalnice prazne. Recimo, ne. Potem nadomeščanje v času dopustov. 2 pa 2 sta se zmenila, ni bil problem. In pacienti so vedeli, ko je on na dopustu, me bo sosednji vzel in podobno. Stvari so tekle, veste, in to moti. In vam povem, naročanje je potem šele 2-3 leta po tistemu, ko je bilo več zdravnikov v osnovnem zdravstvu, koncesionarjev, je pravzaprav steklo tudi med zaposlenimi. No, sej ponekod je bilo že prej, ne? Ampak vsekakor take stvari so, ker je odnos do pacientov, udobnost pri uporabi zdravstvenih storitev je bila boljša. In zaradi tega so tudi vse ankete, mi smo nekaj anket naredili med pacienti, je bila, to se pravi, ocena zadovoljstva neprimerno, signifikantno večja pri zasebnikih, pri koncesionarjih. To so ankete pokazale. Kasneje, leta 1999, ste bili tudi avtor predloga zakona o zdravniški službi, ki je bil sprejet šele takrat, verjetno delo s tem zakonom se je začelo že pred tem. Kako je potekalo to usklajevanje, glede na to, da imate izkušnje in na eni strani, to se pravi s politiko, kako je potekalo usklajevanje ali pa sprejemanje nekega takega zakona skozi ta politični del, ki mora biti, in potem na drugi strani tudi skozi zdravniški del. Koga je bilo teže nekako poenotiti za posamezne rešitve? Kaj so vaše izkušnje? No, zakon o zdravniški službi smo že v prvem mandatu pripravili, to se pravi kar nekaj let prej, smo pripravili in sicer po vzoru, zanimivo, ne samo po vzoru avstrijskega in pa nemškega zakona, ampak prvo naše izhodišče, prvi vzor je bil starojugoslovanski zakon. To je bil osrednji zakon starojugoslovanske kraljevine, ki je osrednji zdravstveni zakon. Je bil zakon o zdravnikih. Zakon o zdravnikih. In vam povem, tam neverjetno pametne rešitve smo našli. Dobro je, se jih nismo mogli vse prenesti sem, ampak vsekakor mi smo imeli dovolj izhodišča in smo pripravili ta zakon. Kot sem rekel, je bila prva naša bitka pravzaprav najti soglasje zdravništva, ne. In ko sem rekel, tarifni del se je sindikat upiral, potem nekih drugih stvari, tudi društva, pa tudi posamezni zdravniki, zelo so se vključili. In veste, zdravniki vse vedo. In usklajevati med zdravniki različna stališča, to hujšega jaz še nisem doživel. Ampak smo uskladili v nulo. In potem seveda je bilo pa vprašanje ministrstva. Že koncem prvega mandata smo videli, da ne bo šlo skozi, to ne rabimo, to ne gre in podobno. In potem je nastopil drugi mandat. Jaz sem bil takrat potem samo v izvršilnem odboru predsednik odbora za osnovno zdravstvo. Ampak sem hodil na ministrstvo, smo usklajevali, ni šlo. Potem predvsem ni šlo pri tarifnem delu, s tarifnim delom, ker so rekli, zdravniki mi načrtujemo zakon o javnih uslužbencih in bojo zdravniki noter. Javni uslužbenci. To se pravi, zabetoniran socialistični sistem. Ni šlo. In potem so bile nekatere spremembe sprejete, tako da leta 1999 je bil končno sprejet. Že malo deformiran.
tudi kasneje je bil pokvarjen z raznimi amandmaji in podobno. To se pravi, če takrat zdravniki ne bi bili del tega javnega plačnega sistema in javnega sistema, bi verjetno stvari šle danes drugače, bi bile stvari Zagotovo. danes drugačne. Zagotovo. Vsekakor ne bi jih toliko odhajalo v tujino. Tudi takrat, ko smo bili, recimo, smo spraševali, kako Avstrija ima veliko, bi rekel, oddaljenih ambulant, veliko zaselkov, ki so v hribih, v Alpah, ne, v Dolomitih in podobno, kako to urejajo, kako dobijo zdravnike in podobno. In smo videli, kako elegantno to rešujejo. Potem Nemci tudi, čeprav Nemci danes spet jamrajo, da ne dobijo zdravnika za oddaljene kraje in podobno. Ampak vseeno, vsekakor je enotni plačni sistem najbolj, bi rekel, zabetonirana ovira, da bi urejali ta pestrost, da bi obvladali to različnost pogojev dela po terenu. V Avstriji, v Nemčiji verjetno potem tega ne poznajo, nimajo take rešitve. Ne, seveda ne. Seveda take, kot imamo mi. Ne. Kje? Ne. In tudi to, da se prijavi za specializacijo osnovnega oziroma splošne medicine, družinske medicine, tako malo ljudi, je tudi to krivo. Ne? Odnos ne morete vi en model z enim modelom obvladati vso diverziteto celotne pokrajine. Nastanek zbornice je bil pospremljen s pričakovanji, da bo zdravništvo preko zbornice lahko uresničevalo in urejalo svoj položaj v družbi in sooblikovalo prihodnji razvoj slovenskega zdravstva. Kako bi po teh 30 letih ocenili dosežke? So se pričakovanja v glavnem uresničila, kje se niso uresničila? Ja, na nekaterih področjih so se, recimo specializacije, 50 specialnosti imamo in vsebino vseh specializacij je bilo treba prirediti evropskim standardom. Tako da danes kdor ima licenco naše zbornice, gre lahko naslednji dan kamorkoli po Evropi s to licenco in pa s pismom zbornice in dobi službo. Veste, tega pa vlada ni znala narediti. To je naredila zbornica s zdravniškim društvom. Ne? Potem še nekaj takih stvari je, kjer smo pravzaprav mi ta prehod v Evropsko unijo elegantno speljali za področje zdravstva. Nismo pa speljali to, ker imajo v tujini in nas opozarjajo. Ne? Pravzaprav, da se še vedno ohranja monopol javnih zavodov, ker je v nasprotju s odprtim mehanizmom dela v Evropski uniji, to se pravi monopol. In tudi danes, ne, ko minister predlaga razširitev programov in sicer bo reševal tako, razširitev programov zaradi skrajševanja čakalnih dob, bo reševal tako, da bo najprej dal javnim zavodom in šele če oni ne bodo mogli, ker sem prepričan, da ne bodo mogli, izkušnje kažejo, da to ne gre, potem bo pa ponudil tudi koncesionarjem. Šele potem. To se pravi, v podrejenem oziroma zanemarjujem drugorazredni izvajalci so koncesionarji in seveda to je v nasprotju z evropsko zakonodajo na področju dejavnosti. Ne? In če pogledava če se dotakneva še dveh tem, ki sta bili aktualni že na prvi ustanovni skupščini, pa sta še vedno aktualni tudi danes ali pa spet postajata aktualni. Že na prvi skupščini je bilo aktualno vprašanje, tudi vprašanje ugovora vesti in presenečena sem bila tudi vprašanje evtanazije. Prav s tem vprašanjem se zdravništvo vse bolj ukvarja tudi zdaj oziroma je soočeno s tem, kakšen je vaš pogled na to vprašanje?
No, moj osebni pogled je, da uzakonitev evtanazije in možnosti takega samomora pomeni po izkušnjah Nizozemske, ki jo dobro poznam, je pravzaprav se odprejo vrata za hud pritisk na starostnika. Veste, starostnik prej ali slej, tudi če ni res, ampak on doživlja sebe in svojo nemoč kot breme za sorodnike, za otroke. In če mu vi date možnost evtanazije, brez bolečin boš zaspal, je to strahoten pritisk. Strahoten. To je, po moje, eden najbolj nečloveških odnosov do ljudi, do nemočnih ljudi. Govorim na splošno. Ne? In takrat smo o tem veliko razpravljali in je bilo stališče, da nikakor ne. Pazite, če država se odloči za evtanazijo, dobre, mi ne moramo nasprotovati, ker nimamo večine v parlamentu. Ne? Ampak nasprotujemo, in to še zmeri, jaz sem prepričan, nasprotujemo, da bi bil zdravnik prisiljen izvesti evtanazijo ali pa sedaj, ko se tako lepo reče, pomoč pri samomoru. Kaj je to? To je evtanazija. Ne? Da bi bil zdravnik to prisiljen. Zakaj bi bil? Naj naredijo, in še zmeri pravim, že takrat sem rekel, naj naredijo poleg krematorija nek sanatorij, neko ambulanta, sklop ambulant, kjer bo pacient šel tja in ga bodo usmrtili, pa še prevoznih stroškov ne bo, ki je krematorij zraven. Cinično, ne? Ampak zakaj bi moral zdravnik dati injekcijo? Zakaj? Se ni treba skrbeti za dezinfekcijo kože, ne? Se ni treba sterilno delati. Škode ne more narediti. Itak bo šel. Ne? Tako da to je zame en nečloveški pritisk tudi na zdravnika. In jaz sem prepričan, da ugovora vesti ne bodo mogli spodnesti, ne bodo mogli, ker to je pa tista osnovna, bi rekel, kvaliteta kulture, da ne morete vi prisiliti. Ne? In tudi, če bi, potem se nam bo pa res usulo, ne bo več osebnih izbranih zdravnikov, ki bi potem morali svoje konec. In še ena tema iz takrat prve skupščine je danes še vedno enako ali pa še bolj pereča, kot je bila že takrat. Malček so se tega že dotaknila, to so čakalne dobe. In kot je zapisalo takrat Delo, verjetno je povzemalo izjave na skupščini, nesmiselni normativi, ki so onemogočali pacientu in zdravniku dovolj časa za pregled. Bili ste tako politik, kot zdravnik in tudi v zbornici ste delovali. Kako vi vidite rešitev tega problema, ki je še danes enako zelo aktualen in pereč? Kaj bi svetovali ministru? Kaj so tiste poteze, naj jih minister potegne? Ali pa katere poteze naj ne potegne? No, jaz bom izkušnjo povedal, in sicer vedno se je govorilo o mreži javne zdravstvene službe in te mreže jasno še danes ni, čeprav je bila že takrat je bilo zapisano v zakonu o zdravstveni dejavnosti, da bo čez pol leta narejena, ne? Jo ni. In jaz sem, ko sem bil pol leta sekretar na Ministrstvu za osnovno zdravstvo, sem jaz hotel to mrežo posnetek stanja narediti. Ne? Mreža, ne tista programska, ne, ki bi politika morala slediti, ampak stanja. In so v pisarni in povsod so vse tiste zaposlene, gospodične in gospe, so rekli, to se ne da, ne. Nihče, vsi so rekli, to se ne da, ja, kako bomo to naredili? In potem sem v 3 mesecih sam naredil mrežo, posnetek v nulo, po vseh specialnostih in po izvajalcih, kje in kaj, in še danes jo imam takole debela sprintano. Sprintal sem jo v 6 izvodih, ker je
ker ni uradna, ne, ker je to. In sicer sem 5 izvodov tam pustil, enega sem pa vzel sabo. In tam sem jaz ugotovil, da imate vi kraje, kjer je 1000 ljudi takrat so bili splošni zdravniki, ne, družinski, 1000 prebivalcev na zdravnika in kraj, ki jih je po 3000. In sem šel potem gledat, ali pa recimo ginekologa, kjer je žensk v rodni dobi, na ginekologa 5000, 6000, druge pa 12000, paste. Ne? Ta anomalija, in sem šel gledati, kako to funkcionira, in sem ugotovil, da tam, kjer je tako preobremenjen zdravnik, pravzaprav dela na etični pogon. Sploh se ne vpraša. Ja, pa jaz moram, pa je ginekologinja rekla, pa jaz moram, ja, kam pa ne gre ženska? Pa sem sama tle, se govorim, da bi morala še ena biti. Kako ne pa naredim? Ne? Ja, a jo boste pstili, ne, potrebuje pomoč. In smo že takrat sem rekel, sem ministru govoril, čez par let bo krah. To stanje je treba popraviti, preseči. In že v prvem mandatu pa smo s Zavodom za zdravstveno zavarovanje, in to je zelo pomembno, smo uveljavili glavarino v takrat splošni medicini, glavarino, seveda količniki, glede na starost in podobno. Ne? In smo rekli glavarino in sistem osebnega izbranega zdravnika, to smo pa dosegli. Osebnega izbranega. In smo rekli, takrat s Koširjem sem rekel, to je osnova, da bomo plačevali po učinku. Saj ne morete po storitvah osnovno splošnega zdravnika čiste plačevati, ampak lahko ga pa po številu opredeljenih, po količnikih opredeljenih. In če bi to naredili, vam povem, bi zdravniki iskali zanemarjene kraje, kjer bi dobili veliko opredeljenih. Bi iskali. Ne bi bežali v mesto, kjer ima pol manj opredeljenih. Ne bi bežali. Namreč so rekli, ja, tržni mehanizem v zdravstvu ne sme prevladati. Pri ljudeh nas vedno prevlada tržni mehanizem. Če niste plačani, greste, hvala lepa. Ministru vzemite plačo, ne bo več minister. Ta logika, bi rekel, ki nas preganja iz časov komunizma, se tudi v komunizmu ni bilo tako. Oni so imeli visoke plače na odgovornih mestih, drugače pa ne bi prevzeli taka mesta. Ne? Ampak ta bolezen je prisotna še vedno. In dokler bo tako, bo problem čakalnih dob tako velik. Treba je plačati, ampak zares plačati vse, kar mora zdravstvo narediti. Izkušnje imam, ko sem bil predsednik sveta kliničnega centra, pa sem vprašal, zakaj pa poslušajte, govorite in nasprotujete, da vam bežijo potem popoldne ali pa zvečer v zasebno ambulanto, kirurgi taki iskani. Ne? Mi pa ne moramo izpolniti programa, kaj šele dodatnega programa. Pa sem pa rekel, ja pa dajte mu ponuditi toliko, kot mu zasebnik ponudi plače. Ja, ne morem. In niso in ne morejo tudi danes opravljati dodatnega programa popoldne, kjer operacijske sobe samevajo ali pa magnetna resonanca, CT sameva in podobno. Ne? Mi smo ujeti v socialistično miselnost, ne vem. To se pravi, rešitve so, po kateri državi morda nekako naj se bolj zgledujemo, kje so rešitve? Depolitizacija zdravstva oziroma deideologizacija zdravstva. Razmišljati s normalno zdravo pametjo. No? Kako pa premakniti pogled prebivalcev, ljudi, ki tudi v zasebnem ali pa v zasebnih in teh oblikah. Ne vem. Mainstream mediji, pluralizacija medijev.
Pluralizacija medijev, ne gre drugače. Potem smo pa tam, kjer je ustavni sodnik Klemen Jaklič rekel, brez pluralizacije medijev ne bomo imeli demokracije. Pika. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam.